Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, ker si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo ustavili kot ponavadi pri 4 različnih temah. In seveda, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate tudi tokrat bližnjice do originalov v samem opisu. Kot verjetno že vsi dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, vse je razloženo, zato se lahko kar takoj lotimo prve današnje teme. Danes bomo najprej začeli pri članku, ki je bil objavljen 2. marca na spletnem portalu motosport.com. Tu smo lahko prebrali, kako dolgo je trajala prva dirka Mika Schumacherja v seriji IndyCar. Žal le nekaj ovinkov. Takoj po štartu je bil udeležen v nesreči, kjer sta se najprej zapela Stingray Robb ter Santino Ferrucci. Mick Schumacher, ki je prihajal za njima, je enostavno trčil v razbitine njunih bolidov in seveda odstopil, dobesedno po nekaj ovinkih. Treba je tu dodati, da ne Santino Ferrucci in ne Stingray Robb nista voznika, ki bi ju sam smatral za neka sposobna biti v tako visoki kategoriji. Oba sta kazala že v preteklosti znake iracionalnega obnašanja, ampak tu ni izgovor za Mika. Prvič, on se je zaletel v bolide, ki so bili na progi pred njim, in drugič, če je štartal tako zadaj, je v bistvu krivda tudi na njemu. Izboljšati bo potrebno kvalifikacije. In nehajmo govoriti, da je novinec, da ne pozna zadev. V serijo IndyCar je prišel zato, ker naj bi bil hiter in tudi, ker se piše Schumacher. Sedaj, če po prvi cestni dirki se je tako končalo, kaj lahko pričakujemo na prihajajočem ovalu? Sam sem zmeraj bolj skeptičen. A kot ponavadi ugotovili bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Mi si pa oglejmo drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki smo ga lahko prebrali 28. februarja na spletnem portalu britanske BBC. Pri Aston Martinu bodo odpuščali. Ne pri ekipi Formule 1, temveč pri oni matični družbi, pri seveda družbi, ki proizvaja cestne avtomobile. In ne govorimo o nizki številki. Delovno mesto naj bi izgubilo približno 600 ljudi ali 20% celotnih zaposlenih. Rezultat je seveda slaba prodaja na nekaterih trgih in rdeče številke, v katerih so se znašli. In govori se, da želijo prihraniti na tistih fiksnih stroških do konca letošnjega leta 40 milijonov funtov. Tako piše BBC. Kaj si lahko mi, navdušenci, pri tem mislimo? Prvič,
Lorenz Stroll je na vrhu tako ekipe Formule 1, kot tudi družbe, ki proizvaja cestne avtomobile. In sedaj, če se je pokazal tako sposobnega v eni in drugi vlogi, kot vidimo v zadnjih tednih, kaj bi lahko dejali? Smo lahko upravičeno zaskrbljeni? In tu seveda ne moremo mimo dejstva, da 40 milijonov funtov, glede na investicije, ki smo jih videli v Formuli 1, ni tako velika vsota. In če je to pomenilo praktično izgubo službe za 600 ljudi, se lahko začnemo nekako pripravljati, da bomo kaj podobnega lahko videli tudi v ekipi Formule 1, ki je v velikanski krizi. In seveda, treba je poudariti, da mnogokrat v preteklosti smo videli praktično podobne zgodbe. Ljudje, ki so investirali v Formulo 1, so v večini primerov denar izgubili. Le redki so ga ohranili. Zaslužil, po mojem vedenju, je le eden, pokojni Eddie Jordan. Ampak Lorenz Stroll menim, da je svojim pristopom, kjer meni, da lahko kupi vse, rahlo zgrešil, tako pri proizvodnji cestnih avtomobilov, kot seveda pri ekipi Formule 1. Videli smo rezultate, ampak upam, da se bo zgodba končala malce bolj srečno. Ampak poglejmo si raje, kaj sem pripravil za tretjo današnjo temo. Na spletnem portalu motorsport.com smo lahko 4. marca prebrali, da bo imel Valtteri Bottas 5 kazenskih mest na prvi dirki veliki nagradi Avstralije v sezoni 2026. Gre za posledico tistega, kar je napravil v Abu Dhabiju leta 2024, ker je najprej trčil z Perezom, s katerim sta sedaj moštvena kolega, in nato bil vpleten v nesrečo z Magnusenom. In seveda posledično je dobil drive-thru. Ampak ker je poškodoval tako svoj bolid, da je odstopil, so to kazen spremenili v seveda kazenska mesta na naslednji dirki. Ampak kot dobro vemo, v sezoni 2025 Valtteri Bottas ni bil prisoten na štartnem razporedu. Zato je kazen čakala, da se bo vrnil. In sedaj jo bo moral odslužiti. A treba je povedati, da so vmes spremenili pravilnik. Namreč od sedaj velja, da so takšne kazni nekako časovno omejene na 12 mesecev. Torej, če voznik preskoči sezono, mu ni treba odslužiti kazni za nazaj. In kaj bi zopet lahko tu pripomnili? Nekaj takega, da kazen mora biti vzgojna. Če se ji nekdo tako izogne, mislim, da nismo dosegli namena. To je tako, kot če bi nekdo napravil neko kaznivo dejanje, zbežal iz države in se čez nekaj let vrnil, ko je vse zastaralo. In seveda ne bomo komentirali dlje. Ampak poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno še tista rahlo bolj postranska tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 2. marca na spletnem portalu GP Blog, kjer smo lahko brali in tudi videli fotografije iz poroke Charlesa Leclerca. In tu seveda nič kaj napačnega in mladoporočencema želim vso srečo. A treba je opozoriti na nekaj, da so zopet naši vrli poznavalci, enkratni pisci,
strokovnjaki, da jim ni para, zamudili enkratno priložnost. Charles Leclerc in njegova žena sta takoj po poroki odšla v izjemno zanimivem Ferrariju napraviti en krog. In mnogi, poleg tega, da je Ferrari rdeč, so znali povedati le njegovo ceno. Ampak to, da bi povedali, da je to Ferrari 250 Testarossa, da so z njim trikrat zmagali naslov v prvenstvu vztrajnostnih avtomobilov in dosegli 3 zmage na dirki za 24 ur Le Mana, skorajda ni povedal nihče. Ampak ste se kdaj vprašali, zakaj se Ferrari 250 kliče Testarossa ali rdeča glava? No, to je bilo za naše vrle poznavalce verjetno že preveč. Okrog tega obstaja prava legenda. Ko so sestavljali ta model, in bodimo iskreni, napravili so jih le 33, je pri Ferrariju v Maranellu enostavno zmanjkalo črne barve. Tiste posebne barve, s katero so pobarvali pokrov ventilov. In seveda, ker je bilo potrebno model tudi predstaviti javnosti, so se enostavno znašli. Črne barve je zmanjkalo, rdeče so jo imeli pa na pretek. Zato so te pokrove obarvali v rdečo barvo, kot je svetoval sam Enzo. In ko so prišli novinarji in je novega 250 prav on predstavil kot Testarossa. Torej, 2 besedi, bodite pozorni. Zakaj je to tako pomembno? Ker leta 1986 so pri Ferrariju napravili model 512 TR ali Testarossa skupaj, ki je značilen po tem, da ima samo eno vzvratno bočno zrcalo. In seveda, če sledite temu, leta 2025 model 849 Testarossa. In sedaj verjetno veste, zakaj se nekateri Ferrari imenujejo rdeče glavi, in to verjetno ni zaradi tega, ker ne bi rabili na primer šampona proti prhljaju. A toliko o zamujeni priložnosti in o tem, kako nas nekateri poznavalci imajo za poslušno, zahojeno publiko, ki nima absolutno pojma o avtomobilizmu, kaj šele o Formuli 1. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.